sem našel namest intro, a veš, špica. Dobro jutro, torkovo, zdaj pa post velikonočno. Od zdaj so vse noči majhne. Od zdaj naprej vse majhno. So rekli strici iz ozadja, ki kontrolirajo to našo matrico. Ok, nekaj sem si dal tle zdaj par, veš, ipak sem ugotovil, da ne morem kar bloditi, ne. Scenarij pa tudi ne bo delal, tako da nič se bat, nič ne bo po scenariju, ker itak tudi, če bi si ga zapisal, bi bil, ker ni namen, da karkoli berem, ampak je namen, da povem, ker itak je vse povsod, vse zaigrano, pa tu pa ne bo, eto, iz inata. Tudi HD bi lahko bil. Pa tudi mikrofon bi lahko imel, ga že imam tlele. Pa tudi poščipati znam, pa podložiti, pa audio dati spodaj, vse sort znam. Pa ne bom, eto. Zanalašč. Prej zanalašč. Ne, sej ne. Ideja je v tem, da niti nimam ne volje, ne časa, ne energije se pol še 3 ure s tem zezati, že tako, ura je 6:30, ne, pa boste vi tudi dobili kaj okrog 9, preden se to ok, skratka, tune to high vibe je moja alineja, se pravi veš, tuning na radio, veš, ko imaš gumb, da naštelaš frekvenco, ne. Če si predstavljamo, da smo mi radio, ne, oddajnik matrice je, zdaj sem bom zmislil, 368 hercov, ne, in mi smo na tega zdaj. In dobimo zdaj, ga nastavimo in ga imamo, stari, saj to je še najbolj noro pri celi matrici, da ti še kakega preštalavaš si zmeraj na matrico ujet, a štekaš. Kadar hočeš pa ti imeti frekvenco, se bom pa spet zmislil, ne vem, 8500 megahercov, ne, je pa bolj fina frekvenca, moraš ga pa bolj na fino naštelati. In kadar se mi želimo naše minde spraviti na prave obrate, so tudi ti visoki obrati in je treba najti en tuning, ne. Zakaj se mi zdi to tudi smiselno? Zato, ker sem mogoče preveč stvari naštel, ja, pa muzika, pa toksini, pa ovo, pa bom jaz to še skrajšal zdaj, pa bom rekel, vse je v glavi. Evo, pa bomo izštartali iz tega. In to, vse, kar je v glavi, lahko vibrira na kotlet, zrezek, en fuzbal počmo, pol gremo pa na eno večerico s frendički, pa malo v Atlantisa, se malo čofi, a veš, da bo lušten, pol gremo pa še v kino, pa še v Meka. Majster, to si ti na frekvenci, ki ti jo je točno matrica naštelala, tvojih, koliko smo že prej rekli, 800 hercov. Kada se pa ti spojiš z naravo, jo zaslišiš, jo začutiš, z ljudmi voziš neko komunikacijo, nekega, bom rekel, neko razmišljamo o idejah, kako bomo, niti ne probleme rešujemo, recimo overice, ki se postavljajo, jih rešujemo, ker nič ni, da se ne da rešiti ali najti rešitve. Takrat pa smo preklopljeni, takrat pa naši možgani hitrejš vibrirajo, ne, se že sami po sebi, ne. In zdaj, če češ zares, pol moraš še mičken knowledge-a, ne, se pravi znanja dati, in takrat si ti na te visoke frekvence. In čiste so. Tle v tej dimenziji vaša ušesa zaznajo več. A veš, če sediš v gozdu, ti slišiš najprej veter odeleč, pol slišiš tle ptičke, veš, po eni uri, 2 ali pa po 2-3 dneh, ne, pa ti tam listek slišiš, pa naredi in pogledaš,
in vidiš nekaj majhnega. Pozornost, awareness je tudi bolj fina, kot žiletka. In to velja za okus, za vonj, za sluh, za otip in za na koncu previdnost, s katero hodiš po gozdu. Ni to asfaltna špura ravna, ampak je zmer kamen, veja, zemlja, luknja. Gledati moraš pod noge, to je ta tvoj. In to je tudi en tak trening. Ne znam jaz narediti na bradlji ne vem kaj. Če bi pa treniral, bi pa mogoče tudi znal. Sam bi mogel imeti še voljo prej, pa nimam ne prvega, ne drugega. Znam pa kaj drugega. Tudi kadar se priklopite na visoke frekvence, kadar že vibrirate hitreje, višje, še zmeraj lahko dobite nek noise, nek tak, veš, nerazumljivost, ne? In to še zmeraj matrica proba malo vplivati. Ali pa vaša pozornost malo upade. In pol je ta noise, ne slišite več nekih stvari jasno, ne? Ampak to pomeni, da moraš spet se malo upgradati, pa si nazaj. Zdaj, največ mojstrov je, pa največ je besed okrog meditacije, ne? Ja, meditacija sama po sebi je, vse sem že omenil najbolj večkrat, izklop misli. Negativnih, pa tudi pozitivnih. Izklop, zdaj sem spet narobe izrazil. Flow, se pravi, da tečejo. Pride, pa gre. Pride, pa gre. Ne, da ti nekdo reče, stari, ti imaš pa grd nos in kako si sploh upaš s tem nosom kam iti, in pol ti imaš to misel, da imaš grd nos cel svoj life. Ali pa v tej družbi, ne? Ali pa dokler ne rečeš, ma gonte se vi. Pa kaj, če imam tak nos, saj si ga nisem sam naštelal, ne? O tem govorim, ne? Da si ne zahakla misel negativna ali pa ta neka stvar, ki jo dušni razvoj ne potrebuje, ne? In ideja je v tem, da sprakticirate, da vsi sprakticiramo živeti življenje brez teh nekih attachmentov, ne? Brez nekih priponk. A veš, se tudi pozitivna takoj te narobe pripelje, da ne bo pomote. A veš, nekdo ti reče, wow, kako si ti lep, in pol se ti tu pripopa. In kaj? Postaneš samo všečen, ne? In že spet ni to prava stvar, ne? Ti si takoj na attachmente ne. Go with the flow, to pa ja. In ti si v tem primeru sposoben, brez priponk, si sposoben situacijo videti tako, kot je, brez teh nekih priponk, ki postanejo pol tudi tvoja očala, skozi katera svet vidiš. Če se vrnem na to, ti si lepa, to imaš v sebi in vse, kar vidiš, so vsi grdi, ne? Vsi so bolj grdi od tebe, ne? In to je ta nek view, se pravi pogled na svet skozi sebe, ne? In mi se ves čas gibamo na neki tanki meji, čist ves čas. Veste, mi, kar je prav, je satanizem res čist malo vzel, pa takoj sebi v prid zapisal. Vse, kar je res čist blesal in v bistvu na koncu totalno sik, bolan, wow. In da dam primer, če sem se glih na zdaj v parih dneh, te 2 dni, ne spotikal, no, pa je bila predmet debata cerkev, kako je cerkev kot inštitucija zapeljala dušo, človeka, ki je v stiski potreboval neke vrste pomoč, mnenje, nasvet,
ga je cerkev, pridi k meni, pomagali te bomo in te je, seveda, ja, v redu je, pomiri se in potem te je zapeljala v svoj prid. V zgodovini ni cerkev edina. Na našem teritoriju pač ta rimsko-katoliška, a ne, na nekem drugem teritoriju pa neka druga. Da je stvar bolj zakomplicirana, so nam dala, veš, te neke, nisem cerkev, imamo mi tudi Dalaj Lamo, a veš, poglejte si ga, on je hud kapopen. On je to malo drugače zapakiral, ampak je bil čist ista banana k cerkev. Freemason je on, kva. Ne? In da so stvari še bolj. Se reče, zdaj pa jaz ne bom ne Dalaj Lame, ne cerkve, ne. Bom jaz pa, vem, terapija z barvami, ne, čakre, in nekaj brskaš po netu in najdeš, poravnajte si čakre in ti greš in ti zdaj daš dinarčke najprej na mizo, pol pa dobiš informacije, da ti tretja čakra premalo vibrira, mater, druga se ti sploh narobe vrti, sploh ne vem, kaj boš šesto, ker to je cela štala. Ampak ni panike, daj še dinarčke, pa jih bomo mi zavrteli. In ti zamižiš in pol oni, in zdaj se ti druga čakra je že boljša, za šesto boste pa še terapijo rabili. In zdaj ti hodiš, vse počutiš boljš, ker je itak vse v glavi, placebo efekt, tu bom tudi, čak bom si zapisal placebo. Ti misliš, da si že malo boljši in ti zdaj hodiš tle na te terapije. Nobena od alternativnih tehnik v bistvu ne valja. A veš, še ta udarc. Ti zdaj v bistvu si skenslal cerkev, skenslal si Dalaj Lama, skenslal si že tega, ki čakre vrti in zdaj si ti najdel nekoga, ki pravi, puste vi vse, ne. Pa reče, pridite vi k meni, pa vas bom z zvokom pozdravil. Pa si rečeš, ja, se res, vibracije, ja. In zdaj ti tam ležiš, poslušaš zvoke in ti zdaj si spet plačal, valjda. Ja, zvok je zdravilen. Ja, je. Sam ne na tak zdravilski način, a veš, pa imamo pa holistično zdravljenje. V celoti. Holistično, v celoti se človek, človeški pozdravi sam. Ima sposobnost. In človeško telo se hitro zdravi. Uleš se na travo, glej sonček, počakaj 3 tedne, ke nov boš. Ne rabiš nobenega mojstra. Sam si moraš vzeti čas, to je prvo, kar si ne znate. Pa skrbi, saj se bodo spucale, ne, ampak časa nimate. Tle pa ta Rugel bil kar hud, ne. Ta je rekel, pa veš kaj je, zdaj vidva imata težavo v partnerstvu, ampak glej, majster, če hočeta rešiti, come with me, pa gremo mi za 3 tedne v kočo gor, mislim, da bo 14 dni. 14 dni gremo v kočo, pa bomo mi tam zdaj malo predelali ta vajin odnos, seveda dinarčke na mizo, valjda. In tle mu dam pa prav. Čas celi vse rane, pa saj so nam spet vse povedali, ne, čas poceli, vzem si cajt, pa pejt, samo ne, da gremo mi na morje s kamperjem, ne, pa zad pripopane džeti, pa odspod motorji, pa kolesa, pa to bo zdaj pa, ni tudi ta čas, to je zdaj spada pa že v entertainment, če smo bili prej v matričnem tuningu, a ne. Pa te izpolnitve na vrh, nima to veze s tem časom, ki bi ga človek mogel sam obdelati. Je super, če je zraven nekdo, ki je te stvari že počel, se pravi, da ve, kaj se išče, a ne. Drugače pa saj bo dosti sam,
Ampak vi si časa ne boste ne vzeli, ne utrgali, ne nič. Ker ste zavedeno priklopljeni na sistem, imate avto, imate kredit za njega in evo ga, priklopljeni, prikolica. A veš, predstavljaj si, bom spet dal moj primer, ali boš v službi toliko časa, da se ti odpipa, ali boš preventivno vzel, ali boš preventivno si vzel ta dopust, pa ugotovil pri sebi teh 14 dni, ne? Da se ne da. Da se, stari, kar češ se da. Sam če češ, ne? Okej. Tele sem, ja, vse je v glavi, pa špegel si je treba postaviti. To je tudi ena izmed stvari, ne? Se pravi, ta špegel vzemi, poglejte se v ogledalo. A veste, da sem se jaz nekaj let, to že mnogo let nazaj, gledal v ogledalo, kva, ne? Nekako ni to čist glih dobesedno spet, ne? Poglej se v ogledalo, ampak poglej se, kdo si. Malo se razčleni. Kakšna so tvoja dejanja do drugih? Kakšen odnos imaš do, ne vem. Zdaj bom dal spet primer mojo rastlinco, a ne, kakšen je tole moja rožiko, eno tako izmed njih. Jaz imam ful rožic, veš, drugače. Kakšen imaš odnos do te rože? Jo greš, si jo zalil dovolj, si jo presadil, si jo dal na sonce, si jo obrezal, stare listke dal stran? Ali te boli briga za vse rastline? Pa to je samo rastlina. Pa je glih tako živo bitje pravzaprav, ne? A psa pobožaš ali greš mimo njega? A človeku rečeš dober dan ali mu ne rečeš dober dan? A če ti on tebi rekel dober dan, a ti rečeš nazaj kaj, ali si toliko pomemben, da tebi pa dober dan ni treba reči. A veš, jaz pozdravim vsakega, pa mi gre toliko. Rečeš dober dan in on mutast mimo. A veš kaj, on ne sliši, ne? Zdaj sem ratov nesramen. Pol imejte pa slab dan, če ne moreš odgovoriti. Pol pa slišijo. Pol pa ta teleči pogled. Dajte pomisliti, kakšni ste do okolice. To je ta špegel, ki si ga date, a veš. A sem naročil 10 kil krave, pa jo bom zdaj žrl tamle in pa poglej, stari, kakšno življenje je ona imela. Pa ne bom res nobenega nočem obsojati ali karkoli, postavi si ogledalo sam. Vse je v glavi. Tudi največja bremena nosimo v glavi. In ta bremena so neuporabna. Vi nimate nič od tega, od te informacije, da imate krivljast nos. Vi veste, da ga imate, ne? Ful ste rabili še enega, da vam je to povedal, a ne? Hvala, ne, res. In zdaj kaj? Krivljast nos boste nosili s sabo za zmeri. A vas bo en tak pajac, narcis je to, ki vam je rekel, da imate krivljast nos, ker normalni ljudje tega ne bomo dali v ospredje. A boste vi to mnenje zdaj dali v sebe, not, v ta ruzak, ki ga nosite? Ali mora iti na en stran not, pa na drug stran ven? Jaz imam še boljši predlog. Pride do tle, pa se obrne. Tudi not ne gre več. Včasih šlo je. Jaz imam pege, ne vem, če se vidi. Jaz sem
sem si hotel vse pege zbrisati. Vse. Ej, a ni en narcis rekel, veš kaj, s kurjim drekom moraš namazati, pa bo. Majhen sem bil, pa sem mu verjel. Se bomo vrnili tudi na to, majhen sem bil, pa sem mu verjel. Pa sem se s kurjim drekom namazal, vi štekate to. On se je pa režal temu. Moji, ko sem bil majhen, meni je bila to travma, meni je bila to bolečina, meni ni bilo okej. A veš, kakve gnide. In tako, ko sem bil jaz majhen, pa sem nekaj verjel, je indoktrinacija človeka v otroštvu. Mi otroka damo, pa ga damo v vrtec, tam mu povejo, da je ta žogica, to je zemlja. Vse sort je... Mislim, temu se je včasih rekel vzgoja, ker ljudi je treba vzgojiti, ne, v neko družbo, ipak. Ampak zdaj to ni več vzgoja, ampak je hardcore indoktrinacija. In tako ide dalje. Prvi razred, pa drugi, pa pol je, že imaš srednjo šolo, pa imaš ti še fakulteto, pa še doktorat. Pa še magisterij ali kaj prej. Ampak ti imaš čedalje večjo dozo indoktrinacije. In zdaj pride tak, ki ima končano srednjo šolo do doktorja, ta je manj indoktriniran, do tega, ki je ful bolj indoktriniran, ne? In ga vpraša za mnenje. In ta je ultima rola, on da valjda super znanje, saj ga je 12 let naberal, a ne? In zdaj, kaj se je zgodilo pri covidu, ne? Ti so dobili dinarčke, nekdo jim je rekel, cepiva bo treba dajati ljudem, in oni so začeli po ljudeh pikati. In so ti ljudje rekli, logično uporabljam ZKP, zdravo kmečko pamet, mislim, da tole ne bo dobro. Najbrž ni dobro DNK-ja kar takole zaradi ene gripce obrniti na glavo. Najbrž ne vem. In ta, kva štija, ti kaj šolo hodil, ne? Malo naštudeli stvari. A ta ZKP je že naštudiral, njemu je že jasno. Preveč indoktrinacije, ki ji rečemo izobrazba, je v bistvu bolj nevarna kot sama neizobraženost. Ja, tu se nisem jaz spomnil, sem prebral to je nek človek na mestu, ne spomnim se, niti nima veze. Hočem reči, bolj je nevarno preveč napačnega znanja, kakor nič znanja. A veste, mi vsi smo v zajčniku in ti sam več veš o zajčniku, to je vse, kar je. Več, ko imaš znanja, ti sam več veš, kaj je znotraj zajčnika. Ne. Se pa da, tudi če si v zajčniku, da se natunati na radio, a veš, to je vse wireless, to nima žice, ti ne rabiš. Mislim, super je, ven iz zajčnika skačemo kot divji, to je dejstvo. In zdaj bomo te zajčnike vse razbili. Če sem včeraj o ograjah govoril, te zajčniki padajo. A veš, ne morejo več ti lisjaki držati, ker nas je preveč, ki smo se že našraufali in zdaj se temu upiramo. Virtualno je zajčnik nastavljen in virtualno tudi razpada. A ne? Če smo rekli, da podpornike rabi sistem, no more, čedalje manj. Se me prav zanimajo. Lekaj spet sonček prišel. In bomo te zajčnike mi razbili. Hočem reči, ko sem rekel, indoktrinacija zelo velika. Nas čaka vse, iluzija je to, ne. Zdaj v bistvu mi ne bomo zgradili novega sveta, samo iluzija se razpada. Ne, mi bomo videli skozi.
In zdaj nekdo, ki je prepričan v neko znanje, ki ga je goltal 12 let po končani osnovni šoli ali srednji, veš, ta bo težko njemu, kako zdaj, 12 let sem študiral, zdaj boš ti Turšič rekel, da je to vse brez veze. Mislim, ja, je brez veze, ampak veš, on bo težko težje dojel kot en, ki ni preveč indoktriniran. Ker če ni preveč indoktriniran, je tudi manj vreden v tej družbi in posledično manj plačan. In ker je manj plačan, mora postati bolj iznajdljiv. Tle pa sistem falil, ne? Ni pomislil sistem, da bomo pa morali biti bolj iznajdljivi. Ne? In ta iznajdljivost marsikoga pripelje v neka huda spoznanja. Ne? V bistvu pravih lekcij te večkrat nauči prazen žep, prazen želodec, noč brez postelje in tako. A veš, dok ti spiš v lepi mehki posteljci vsak dan, pač spančkaš, lepo, mehko, krasen, še bebi, ko stisneš za velik cizek. Če pa ti moraš prespati na noč na hladnem, na vlažnem, malo manj spiš, pa precej več študiraš. Pa v tisti noči se tudi kakšna vaga zgodi, na vago daš kakšno stvar, kaj je vredno in kaj ne, in rečeš, ok, vsaj na vago sem dal, nisem še razvagal do konca, ampak na vagi pa je. A veš, dok spančkaš ti v topli postelji, tudi vage sploh vidiš, ne. Jaz probam to nekako skozi neke karikature, jaz upam, da kdo najde tle, kaj hočem reči, ne. In zdaj ta matrica je s to indoktrinacijo, doktorja, pa ne samo doktorji, indoktrinacija, dajva reči, ta osnovnošolski program, ne, je človeka naučil, kam mora gledati. To je isto, kot da bi mi v življenju imamo daljnogled, gledamo lahko zvezde, kar čmo, ampak vmes pride matrica, ne, to se pravi ta indoktrinacija osnovnošolska, in ona tle nastavi fokus, ja. Pa zdaj spet pride tle ena misel, nek modrec je rekel, pa zdaj upam, da bom prav jo nastavil, ne naučite otroke, kaj morajo gledati, ampak kam naj gledajo. Bom dal nek moj, zdaj tak čist simpel primer. Vodika, kamenček, rjav, pa žabica, rjava. Pa še ful kamnov. In zdaj, če ti jaz rečem, lej, kaj je tam, ti ne veš, kaj iščeš, nimaš pojma, kaj moraš gledati. Tam gledaš in gledaš. Če ti jaz rečem, poglej, rjav kamen. Ja, pa res, ja, rjav kamen, vidim. Torej je tle rjav kamen, drži, je. A pa žabo si videl? Ne, žaba? Kje pa je žaba? A vidiš rjav kamen? No, tam zraven njega desno je pa še žabica. O, pa res, se res, lej. Veš, kaj te čem reči? Tebi sistem nastavi fokus na temu kukalu za gledati kamne. In ti v življenju gledaš in iščeš kamne. To je ena taka karikatura, fokus. In ta sistem pravi, ne moreš ti živeti, če ni nas. Kako boste preživeli brez zdravstvenega doma? Kako boste brez šole? Saj boste čisto neuki. To je indoktrinacija. To je laž. Srne v gozdu ne rabijo, ne zdravstvenega doma,
Ne šole, da bi jim povedali, kje se išče najbolj sladko hrano, ne. Tudi Indijanci niso rabili šole. Pol so jih pa oni šolani s puško potamanili. Še dobro, hvala Bogu za izobrazbo, no, mislim res, da nimamo pušk, pizda mi Indijanci, bi se zdaj od Indijancev učili, pa nekaj ne gre, ne. In zdaj se bo treba stvari odnaučiti in prestaviti fokus. Mogoče se tudi odnaučiti, ne več, ali prav. Sam fokus. Mogoče tam namen mojih. A veš, ne vem še, kako bi poimenoval te moje seanse ali karkoli. A veš, ampak fokus, ne. Hokus pokus, glavni je fokus. Ne, čak. Hokus pokus, kavo za fokus. Tako je, hokus pokus, kavo za fokus. A veš, mi smo tako močno zelo zavedeni in ful bi želel, da uočite sami še enkrat. Jaz ne bom nobenemu pameti solil. Komaj čakam pa družbo, zdravo družbo, ne bolano, lažnivo družbo. Neko družbo prevarantov, kjer v bistvu se znajdljivih, ne, pemtiš, memtiš. Ne bi meni znajdljivost, a veš, koliko sem jaz iznajdljiv? Jao, bože, nisi s tem vedel, da sem jaz toliko zelo iznajdljiv. Me je imel za bolj butastga. Super, lej. Sistem je začel gledati preveč lakomno, pa je sfalil par nekih a veš, saj v vojni samo eno napako narediš, pa te ni. Pa v vojni smo, ne? A to veste, da smo v vojni? Mislim, vsaj politiki na plakatih so v vojni, ne? Med sabo, ko je jači. Pa Rusija pa Ukrajina ni to ta vojna, ne? Pa tukaj slišite avione, zdaj ne vem, če sploh še kdo kaj sliši, ne? Spiritualna vojna je. Kdo bo sposoben obrniti gumb na high vibration? Kdo bo sposoben tisto svoje super ultra znanje zajčnika fukant ob tla, vse diplome zastopaš. Zdaj vidiš, se oni že kar kupujejo diplome, saj sem šmoren. To flikant ob tla, kdo bo znal postati nazaj človek? Ne skrapucalo, hudiču podobno, preko dejanj, mislim, ne. A veš, telepatija ni nekaj, kar sem se jaz spomnil, ali pa ni nekaj, kar je tam daleč stran med aboriđini, zato jih pa pobijajo, ne, ker oni še znajo telepatsko, mislim, so znali, se zdaj je pa že toliko, so jih potamanili, da ne vem, če sploh tudi oni še. A veš, telepatija v naši družbi ne more funkcionirati. A veš, zakaj ne? Ker telepatsko zlagati se pa ne da. V telepatiji je resnica. Ne moreš se mi lagati, če te pa vidim. Vibracijo vidim, čutim. Čutim jo. Ne vem, češnja, ko zacveti, ona ni dobila zdaj nobene informacije prek televizije, pa prek... Nobeni ni prišel reči, čas je, da cvetiš, halo, a boš zacvetela ali ne. Ona, ko vibracijo ima, ona ve, kdaj je pomlad, pa nima koledarja. Mislim, ona je znotraj nekega
In mi smo tudi del tega. In če bom jaz poslal misel, jo boš lahko ujel. Pa da gremo še drugače. Ko lahko preverite sami, pa se malo poglobite, ampak bom čisto bolj na hitro. Tisto leto, ko so pogruntali ta termometer, na živo srebrni termometer, ga je eden v Evropi patentiral, eden pa v Ameriki. Skratka, ona dva se nista mogla, niti ne poznati, ne videti. In ona dva sta se oba spomnila ene in iste stvari, ali pa precej podobne. Kako je mogoče, da sta dva imela enako misel? In to je pa tisto, kar pravim, vse je eno in vse misli so tam gor. In ona dva sta sam dostopala, ali pa eden se je spomnil, drug je pa že čoknil dol, ne. Aja, ni bilo nič na televizijo tam, ne. Aja, kar verjamem. V tem kontekstu mi smo, to je ta telepatija, gor je, ne, pa ni gor, to je okrog nas, jaz probam karikirati, da je tam gor daleč, ni tam daleč, sam nakažem tam. Drugače vsa ta zavest je tukaj in zdaj, a ne. Sam je treba jo nativnati pa ujeti, pa če človek da od sebe. Ma nič, če da, karkoli da, lahko na drugi strani tisti, ki je na finih frekvencah, ujame. To je tisto, ki zdaj pravim, prepoznam jaz prevaranta. Zdaj, a veš, kako? Ja, ne vem, zdaj sem probal opisati, pa včeraj tudi že nekako opisati. Pa noben opis ne opiše tistega, kar dejansko, ne. Lepo nam bo, ful, lepo. Strah je tudi ena izmed stvari. Strah, evo, saj sem rekel, imam alinejo. Naš strah je njihova moč. Se pravi, čim je tebe neki strah, pa veš, ko smo rekli, da priješ v cerkev pa te zapelje, ne, je tle ista fora mičkeno bolj dodelana, ne. Če naredim jaz tebi bu, ne, a veš ti kaj, ne. Če ti rečem, tamle jutri bo pa orkan, pejte tle k meni v klet, pa bova na varnem. Fuck, orkan, ja, bova v kleti. In ti ne veš, da si pri friclu v kleti. Ne veš ti to. Sam pokadi se od tebe skozi dimnik. Karikiram spet, ne? In ne se bat. Karič, pogum pred neznanim. Veš, ta je strah pred neznanim, ne? Pa pogum in neka vera, da ti ni usojeno umreti tamle, če boš šel slučajno naprej. Ti kar pejt, pa veš, kakšne avanture boš vmes doživel. Sploh ne veš. Ampak v primeru, da nisi šel naprej zaradi strahu, si ti oškrbljen, prikrajšan za avanture in prikrajšan si za nova znanja in spoznanja življenja, ne? Ampak res, kako ta sonček mene tlele, najlepša jutra so raj. Tako da strah je največje orožje, največje njihovo orožje. Eno slikco sem si spravil, pa ne vem, če bom zdaj imel na vrh. Šment, sem se pa že zamešal. Aha. Skrivnost svobode leži v izobrazbi ljudi. Skrivnost tiranov pa je držati jih v ignoranci. Imamo? A veš, če bi ta sistem hotel, da smo mi hudi, pa bi nas prave stvari izobrazil, pa tako, kot sem že večkrat rekel, niste marsičesa slišali po televiziji nikoli, ker je to ona tela umakniti in nas naredila neumne, pa še ignorantske za povrh. Grozno. Tisto, pa je to dvoje nekako
še čez je šel pa v izobrazbo, je pa indoktriniran. In to je ta sistem je držal pod kontrolo v vseh segmentih in v vseh oblikah. No, ne? Tako da, evo, pa ta je tudi, ne? Ti tirani pravijo, ubogej, če ne boš šel pa v čuzo. V šoli pravijo, ubogej, če ne boš pač padel, ne? Religija pravi, ubogej, če ne boš šel v pekel. Ne? Strah, ne? Če ne boš tako, bo pa, nočeš v ječo, ne? No, torej, ubogej. In tako smo mi vsi navajeni. A veš, spet jaz bom dal sebe, če grem kele v gosta, ne? Tam rabim ubogat sam sebe. Previdno z nožem, previdno s sekero, ne hiteti, da se ne natakneš, ker nimaš, da je glih tle rešilca zraven, da bo tvojo neumnost pokril. Ne? Pa ignorantski biti do sebe tudi ni gut, ne? Pa kaj, pa se mi ne bo nič. Pizda! Ne vem, nož. Gost pa narava res človeku da kar neki kvalitet, če se uspeš tam predati soncu, zvokom ali pa čemurkoli pač pride, a ne? Zdaj, če ti pogledaš vremensko napoved, pa rečeš, zdaj pa ne grem, ko bo dež, ne? To si spet prekrajšan za avanturo, za spoznanje, ker dež ima tudi svoje kvalitete, ne? Zdaj ne, da si moker, pa pol hitiš se v suho oblačiti, pa to tretiraš kot neko delo, ne? Ampak tudi priprava na dež je krasna. Spati zunaj na frej v dežju je Ti sploh ne veš, koliko milijardo zvokov naredijo kapljice. Ne veš zaradi tega, ker zapreš okna doma in te ne zanima. Dež pada, pač to je bed. To je pa bed, to je pa bed, Awareness, self-awareness, torej pozornost. Koliko smo pozorni na vse okrog nas. Fokus, pa uporabljajte ta fokus od matrice, pa probajte še svojega. Pa boste videli, da a veš, sem le pazi ta fokus, a veš, ko oni dajo akcija, cena, ne vem, 6,99, pa je pa akcija od spodaj rumeno, pa je tudi 6,98. In ti vidiš ta rumeno pa akcija, to je ta fokus, so ti vzeli iz zgornje cene. Pa v to rumeno bi oni napisali kar čijo, ker 99% ljudi zgornje številke sploh pogleda ne več. Tudi noben ne pogleda, kaj je v hrani, ki jo je kupil. Saj imamo mi varstvo potrošnikov, ne? On skrbi za nas, ne? Mislim, se ga plačamo, varstvo potrošnikov, ne? Kaj je že ta Musarjeva je, pa kaj je že človekove pravice, ne? Varstvo človekovih pravic. A ste slišali to njeno izjavo pred časom? Ne vem, če bom znal z istimi besedami čist glih povzeti, ampak v kontekstu pravica do cepljenja ne obstaja. Pa smo spet pri tolmačenju unih zakonov. Pravica do necepljenja. Čakaj, bom jaz te razdelil. Pravica
do necepljenja. Pa komu je v lajšto kdaj v lifeu padel, da bi napisal, da pravica do necepljenja, pa pol karkoli že zakonsko naprej dodal? A ni logično? Mislim, a zdaj jaz moram narediti tako, kot oni rečejo. Boš se cepil, pa pika. Se ti zdi. Prav ta feeling, da imaš. Ja, valjda, da nikjer še ne piše pravica do necepljenja. Ker še nikoli se nismo ukvarjali s temi stvarmi. Še celo obvezno otroško cepljenje je pod velikim vprašanjem, ker se bodo papirji odprli do konca. A veš, mislim, kako srna preživijo, noben ne cepi, pa ti zajčki po gozdu, ki skačejo, pa kako to vse preživi? Pa brez štacune, pa brez cepljenja, pa brez epidemij, pa brez... Če pa je epidemija, pa oni rečejo, jebi ga. Mislim, oni želijo, da mi umremo. Imamo mi to. Končati moram. Bom pa dodal na koncu tole. Muzika ima sposobnost popraviti možganske poškodbe in vrniti izgubljen spomin. Krasno. Se pravi, music has ability to repair brain damage and return lost memories. Zapomnite si to. Ker mi imamo vsi poškodovane možgane. Znani z indoktrinacijami, fizično, kemično, ni v redu, ni naravno. Več. Da se pa popraviti, sem glih kar rekel. In muzika vrne spomin. Zdaj to sem tudi napisal dol v eni kolumni. A veš, ti, ko slišiš en komad, pa se spomniš te bejbe, pa se spomniš, ko si bil na morju, ko smo ga pokali na ta komad, ne? Ali pa ti spomniš, da ta komad je pa moja mama poslušala, lep pesem Ptic trnov, ki jo je prav vidim, ne, vse. In tudi ta muzika te vrne nazaj, ne, in zdaj muzike, ki bi vračale nas nazaj, tja, da se spomnimo, kdo zares smo, take muzike radio ne želi vrteti. Zato jo tam ne boste nikoli dočakali. Bom dal danes v komentarje prilimal en komadič, enega. Playlisto pa bom pa kasneje. In dajte se zavedati, res glasba ima močan vpliv, če sem rekel, da ima ability to repair. Ima glasba tudi ability to deconstruction, se pravi, da ti razbije v čebuli, kar bi bilo prav. Muzika in zvok kot tak, zvokovne sem hotel reči, reklame, špice, intro, outro, so te prav trobente cirkuške, prav ne slišim več drugačke, in prav ne morem več, me zastopaš, ker enkrat greš na drugo stran, ti ne moreš več govtati, te slabe, no way. Zdaj, jaz sem v muziko ful vložil časa, znanja, energije, vi pa mogoče malo manj. In tisto, kaj vam paše, še ni nujno pravilno. Tudi sem hotel še dodati na koncu. Zdaj pa bom jaz nehal, ker 49 minut sem že nakladam. Ne, nisem nakladal. Nalaganje znanj ali pa nekih teh razmišljanj ni nakladanje, ne. Nakladajo narcisi, ne. Čuvajte se. Itak včeraj niste šli noge namočiti, no da ne. Sej ni treba. Delajte, kar čte. Tisti, ki pa veste, kaj počnete v višje frekvenčnem spektru, pa
držite linijo. Hold the line, hold the line. Še malo, še malo, še malo. Še čist malo, pa nam bo super. Baba, ne dvomim. Čuvajte se, radi se imejte. Sebe. Ker ko boste sebe znali res imeti radi, ni šanse, da boste zbrcali psa ali pa sodelavcu rekli, da ima krivlast nos. Ja? Ja, nič. Grem, ne. Tole uploada, da dobite. Uživajte, se vidimo, slišimo, še. Ajde, čaos.